Pa lahko rečem, da je bila zelo čvrsta tekma z obeh strani, da se je Belgija pokazala dobra, kvalitetna ekipa hitrih igralcev, tudi igralcev, ki veliko znajo za žogo. Moram pa poudariti, da je pa tudi Slovenija odigrala zelo eno pametno, taktično dobro, disciplinirano tekmo. Žal nismo zadeli situacij, ki smo si jih priigrali, in upam, da bomo to realizacijo popravili na naslednji tekmi. Bila je res težka tekma, vedeli smo, da so favoriti Belgijci v tej skupini, da bo proti njim težko igrati, vendar smo tudi mi pokazali pravi obraz in da lahko igramo in tudi točka je uspeh. Jaz sem z vsebino igre, z vsem seveda zadovoljen, bil bi bolj zadovoljen, če bi zmagali. Fantje so pokazali pravi karakter in pa pravi odnos in pa pravo vsebino na igrišču. Ja, smo igrali proti Škotski prvi polčas slabo, slabo, danes je bil prvi polčas boljši. Tako da ne vem, tudi Belgijci so imeli večji pressing nad nami, vendar smo tudi to uspeli dokaj dobro parirati. Že zadnji smo ugotavljali, da fantje varirajo v tem delu na terenu, kar pomeni, da nekako ne moremo spojiti, kar je zelo težko po drugi strani, da bi dva zelo super polčasa skupaj spravili. Ampak fantje zaenkrat, kako igrajo, meni jih je prav veselje gledati. Tudi jaz ne morem verjeti, najprej sem želel golmana predriblati, to se mi je žoga odbila in sem kar udaril, tako da nažalost mi je obranil. Najbolj pomembna je seveda regeneracija, počitek in pa regeneracija, in upam, da glede na to, da sem jih zdaj malo opazoval po tekmi in vidim, da so kar precej utrujeni, upam, da se nam bo uspelo dovolj dobro zregenerirati in pripraviti na tekmo z Walesom. Sigurno gremo proti Walesu na zmago, na vse 3 točke in da bomo prvi v tej skupini in da gremo v Elite Round. Vsekakor, da mi ne smemo nič kalkulirati, nič razmišljati o lestvici, ampak dejansko vse sile napeti in probati tekmo proti Walesu zmagati.